Čak, Slatner, zakaj mi dva zdaj ti očala tako dramatično gleda? Kaj je fora? Čak, ti pokažem en trik. Ok. Kva? Lej, ko imam očala gor, sem ga Clark Kent, ki jih pa dol dam, sem pa ka Superman. Ja, ok, in kaj je point? Ja, tole so odrebljena pa odmetje pametna očala, tako da zdaj le te snimam. Pa sem v skriti kameri. Oj, dej pa mora pa kaj več povedati o telih očalih. Dej, Slatner, meni. Pa izgreva na eni izgled, da jih sprobava, da bo imela kaj povedati o tem. Če se še spomnite, so v prvem videu letos govorila o tem, kako so bila leta nazaj Google eksperimentalna pametna očala Google Glass tehnološka kolonija oziroma na kratko fail, ker so bile pred svojim cajtom. Glaso draga in zelo nišen produkt. Ampak kljub vsemu je bila zamisel dobra in neuspeh Glasa proizvajalcev ni ustavil, da ne bi na trg probali lansirati očal, da so dejansko dobra. Med njimi je bil tudi Ray-Ban, ki se je povezoval z Zuckerbergovo Meto in konec leta 2023 lansiral drugo generacijo pametnih očal, ki so jih danes dobila na izposojo. Zato se moram zahvaliti na eni kolegici Lauri, ki jih je zadela na srečolov na eni službeni konferenci. Res ti hvala, da jih lahko sam malo probava. Zdaj, ta očala so najbolj osnovna verzija, brez AI-ja, ki so res namenjena samo za snimati in kakor viva, tih sploh ni na voljo v Sloveniji. To pomeni, da omogočajo prostoročno fotografiranje, snimanje, poslušanje glasbe ter uporabo glasovnih ukazov, brez fancy funkcij. Sam unboxing je full simple, dobite jih v kartonasti embalaži, kjer noter dobite očala, etui, navodila in to je to. Ne dobite nobenega kabla ali pa polnilca, še manj kot pri telefonu, tako da zato si boste mogli sami priskrbeti. Full simple unboxing v dobrem in slabem. No, ker vse to naredila kolegica par tednov nazaj, ki jih je dobila in dejansko ni bilo posnet, so midva dobila same etui z očali, ampak tudi ok, če gremo na povezovanje. Telefonom je precej simple, na iOS-u ali pa Androidu zlodate Meta AI app in se vpišete s Facebookom, IG-om ali pa e-mailom. Pa vam pokaže kratka navodila za povezovanje, da tu date potrebne dovoljenja na telefonu, na koncu pa izberete še ta pravo generacijo oziroma model očal. A ja, pa mora biti tudi odstranjena zaščitna folija iz polnilca v etuiju. Špegli mora biti pržgani in tudi zaprti v etuiju, če ne se ne bodo povezali. Vse ostalo pa je dosti podobno kot pri povezovanju s pametnimi slušalkami. Držiš gumb za parjenje na zadnjem spodnjem delu etuija, da lučka spredi začne utripati in da počakaš, da se povežejo. Po vsem tem jih pa lahko updateate in dovolite notifikatione, pa tudi tutoriale za uporabo teh očal. Ampak vas valjda zanima, kako ta očala deluje v živo akciji, tako da pejmo ven in testirajmo na eni njih skozi. Greva. Tak, lep efekt. Tamle direkt dol. Morate vedeti, da so ta očala narejena predvsem za vlogerje, za instagramerje, torej na splošno za content creatorje. Njihova prednost je, da izgledajo kot obični špegli, ne pa kot nek tehnološki gadget, ki ga lahko opazite že na kilometer daleč, ker boste razen kamer težko opazili kakršnokoli razliko. Zdaj pa, če pa hočete imeti eno komadno stvar na paci, da vas bodo vsi gledali, pa obavite Apple Vision Pro. Te očala lahko dobite v več stilih. Wayfarer, ki so klasična kvadratna oblika, potem Headliner, ki so moderna okrogla oblika in pa še Skyler. Tukaj vas ne bo ful dolgočasila s podrobnosti, ker pač to nobenega ne zanima, ampak vse ne rabite vedeti vsaj osnove, brez etuija, tehta 50 gramov, ker so iz injekcijsko oblikovane plastike, kar pomeni, da so precej lahki in udobni za nos. Pa je tudi kar trpežni, so imajo kar masiven okvir, kot vidite. Zakaj sem rekla, precej lahki, ker če jih nosite več kot par ur, boste sčasoma začeli čutiti njihovo težo, nikoli sicer toliko, da bi bilo neprijetno, samo čutite pa, da niso navadna sončna očala. Ko pa bo prišla ven naslednja generacija, pa res upava, da bodo kakšen gram lažje še vse. Mora pa še pohvaliti, da očala ne visijo nikamor in se zelo lepo prilegajo glavi, kot če je malo širša, kot če je ožja. Ja, leče so prehodne, to se pravi fotokromatske, kar pomeni, da se prilagajajo svetlobnim pogojem in so za vsakodnevno uporabo, to se pravi na prosto, imate za vožnjo, za sprehode in pa delo v različnih svetlobnih razmerah. Očala imajo zgoraj desno gumb za zajem fotk in video, na desnem kraku oziroma držalu imajo touchpad za višanje in nižanje glasnosti zvoka, ki prihaja iz diskretnih zvočnikov z odprtim ušesom, to je Open Ear Technology, kjer muziko poslušate brez slušalk, lahko preskakujete skladbe in z njimi sprožite storitve za pretočno glasbeno vsebino, beri Spotify in druge. Lahko se oglasite na klic in ga prekinete, zelo intuitivno in zelo podobno kretam na pametnih slušalkah. Kvaliteta zvoka je res impresivna, kot lahko vidite tudi na tem testu na prostem. Evo, zdaj pa dan do konca.
To pa slišim ful. Zdaj pa sploh tebe ne slišim, zdaj pa meni tole čist pač noter, da jaz sploh kot tebe, ko mi slišim, kaj mi govoriš. Sploh, če pomotoma posabite slušalke doma, jih bosta zvočnika na teh slušalkah učali res dobro nadomestila. Še najbolj pa je to, da dosti dobro usmerita zvok v uho, tako da ne motite toliko ljudi okoli sebe in če boste zvok nabili sam tam do 50% glasnosti, bo že dosti, da boste vi slišali vse, ne pa folk okoli vas, vse, kar je pa več, je pa po možnosti tudi, da vas sliši še kdo okoli. Imajo 5 mikrofonski sistem z prostorskim zvokom in jasno snemanje glasu, ki je izvrsten, pač kvaliteta zvoka med klici je res top, kakor slišite. Tlele, tudi sem tle folk hodil načeloma. Veš, da po tej smeri, pa tle gor folk govori, tam je najbolj nasamljen, se mi zdi. In ob dejstvu, da nimajo vgrajene nobene mucke tako noter za poslušanje, ki blokirajo veter, je to za to napravo res impresivno. Imajo vodootporen certifikat IPX4, kar pomeni, da lahko dobijo nase malo vlage. Niso pa to špegli, s katerimi se lahko tuširali. Pa so okoli vode. Ja, v nalivu na okol hodili, če jih nočete zjebati, in moram reči, da sem kar vesel, ker danes je bil dež napovedan, pa se napovedi niso uresničile. In ful sem vesel, da me Dado ne pošilja v dež, da probam njihovo vodoodpornost. Največ folka bo ta očala valjda uporabljala za snimati videe na način, da imajo frej roke in iskreno dobro upravijo to nalogo. Vgrajen imajo 12 megapikslov ultraširokokotno kamero za fotografije in videoposnetke, kar se glede na število pikslov sploh mogoče ne sliši to. Ne, res ne. Ampak kakor so že večkrat rekla, piksli niso vse. Kvaliteta je več kot super za ta tip produkta in za njegovo ceno. Barve in njihov dinamičen razpon so natančne in ker je kamera postavljena na istem nivoju, kot so recimo oči, dejansko dobite posnetke, da bi s svojimi očmi delali posnetke, kar je super. Lahko posnamete svoje dogodivščine iz prvoosebnega pogleda, kot vidite danes po posnetkih. Ja, mimogrede, to tehnologijo je valjda že z odprtimi rokami in nogami sprejela podporno industrija in pa pick-up artisti, tako da so se že pojavile težnje, da bi zakonodajami po celem svetu omejili uporabo nedovoljenega snemanja, s katerim se valjda vdira v zasebnost posameznikov. Je pa nekaj res, da špegli posnimajo, da utripa lučka in da folk povede, da se jih snima, tako da so še vseeno upozorjeni. Je pa vprašanje, če si to tudi tako dojamejo. Ja, daleč največja prednost teh očal je sigurno to, da lahko z njimi hitreje zajemate na ključne hitre dogodke, kot bi jih lahko s svojim telefonom ali pa profesionalno kamero, kjer je naša kamera zunaj, ready to go in lahko samo hitro pritisnete in snimate. In to je tista dodatna vrednost, ki jo imajo ti špegli. Kar bi mogoče kdo rekel, da jim manjka v številu megapikslov, pa sigurno nadoknadijo v priročnosti. Sam pomislite, s čim je lažje snimati? Z GoPro ali pa s telefonom, s katerim mahate pred svojo faco, ali pa s pametnimi očali. Je logično, da s pametnimi očali. V katerih napravah bo folk bolj avtentično izpadel, ki ga boste slikali pa snimali, je pred očali, ker bolj normalno zgleda. Mislila, da je odgovor učitelj. Morate biti pa pozorni, da max dolžina videa je lahko 3 minute, ampak zelo hitro boste dojeli, da boste večinoma snimali do 1 minute videa, če želite šparati materijo z njim. Druga limitacija pa je razmerje stranic pri fotkah, torej aspect ratio, ker očala vse zajamejo v vertikalnem načinu. Vse veste, ker ima Meta čez Facebook in Instagram, kjer so glavni zdaj pokončni videi, tako da pozabite na horizontalne šote. Niso očala prijazni za youtuberje, recimo za neke daljše videe. Me pa zaradi te pokončnosti recimo tudi to moti, da snemajo samo na levi strani, ker če nisi pozoren, lahko hitro med posnetkom odrežeš kakšen del v videu. Ko smo že pri bateriji. Očala se filajo v priloženem lepem etuiju iz usnja, ki ima na dnu USB-C vhod, špegli se pa dejansko filajo v etuiju prek pin konektorjev, ki se spojijo z mostičkom očal, gumb na zunanji strani etuija pa indikator napolnjenosti. Je pa tako, da se vam bodo v 1/4 ure nafilala do 40 poslov, kar je dosti dobro. Na papirju naj bi špegli zdržali 4 ure ob enem polnjenju in do 36 ur v priloženem etuiju. Glede na najno ekskurzijo bi rekla, da je to kar dosti točno.
In to je tudi tretja limitacija teh očal. Avtonomija baterije res ni neki wow. Je ok, ampak kakšne ura ali pa 2 baterije več, bi te špegle naredili bolj zanesljivo napravo kot je, brez nekih zadržkov v zadju, glav, da je treba biti pozoren na baterijo in imeti etui pa kabel ves čas s sabo. Sploh če nameravate res cel dan snemati pa slikati. Tako da, ko bo naslednja generacija res upala, da bo noter dal novejšo baterijo iz silicijevega ogljika, kot jih imajo Kitajci v svojih telefonih, ker bi to fiks precej rešil problem z baterijo na teh očalih. Če hočete, da drugače malo pošparati z baterijo, vam priporočava, da očal nimate cel dan v stand-by modu, ampak da jih izklopite s pritiskom na gumb na levem nosilcu. In slikanje je hkrati četrta limitacija teh očal. Zajemanje fotk je, glede na sodobne standarde pametnih telefonov, počasno, z dvosekundnim zamikom. Kar pomeni, da to niso očala za zajemanje hitro premikajočih se subjektov, ampak gre za stacionarne situacije. Zdaj, peta pomanjkljivost pa je po najnem mnenju varnost teh špeglov, v smislu tega, da nimajo nobene biometrične zaščite, kot na primer branje zenic ali pa prstnih odtisov, s katerimi bi uporabnik lahko preprečil dostop do zajetih vsebin tretjim osebam, sploh v primeru kraja. No, pa če smo že pri kraju, ti špegli nimajo nobene funkcije, s katerimi bi se jih dal najti, kot na primer se da slušalke ali pa AirTags, pa tudi pametne prstane ali pa telefone. Tako da te špegli definitivno niso za folk, ki pogosto izgubljajo očala, vsaj ne v tej generaciji. Je pa tako, da ta očala spet niso toliko poceni. Ta najbolj osnovni model brez AI-ja itak sploh ni na voljo v Sloveniji, ker ga je kolegica takrat zadela na srčelovu na konferenci v Avstriji. Drugače se pa cena očal z AI-jem pri nas gibljajo do skoraj 500 evrov. Torej, če jih boste želeli, to kar draga šola. Tako da, za koga so sploh ta očala? Mi da bi rekli, da za fitnesserje, kakšne DIY videe, za kakšne ustvarjalce, ki bi bolj osebno perspektivo želeli, torej recimo za kakšne kuharske kanale in kakšne intervjuje na ulicah. Sam pogledajte si ta video, ko je šel Davor v fitness in je lahko iz svoje perspektive posnel svoj trening, tako da lahko natančno ve, kako je potekel in kje bi še lahko izboljšal formo, da bi dobil boljše gainse. A si predstavljate, da bi bil on oseben trener in bi lahko za svoje stranke ali pa gledalce posnel izvajanje setov? Pač to je to. Čeprav za ostale v džimu mogoče malo čudno zgleda na ta prvi pogled. Mislim, ja, meni je bilo ful čudno, ker sem to dal gor, ampak ajde. Ali pa si pogledajte tele šote, ker sem bila pa v jezeru. To je bila idealna naprava za najna kolega Aleksa in Cindy iz Ponče in Sonče, da bi objavila svoje dogodivščine iz Nove Zelandije. Ali pa recimo za hribolavce, kot sem šla mi do danes na Šmarjetno. Pač možnosti je neomejeno, kar si jih lahko izmislite, ne bo je naša domišljija. So očala kar draga, bi lahko imela boljšo baterijo. Sigurno, videi bi lahko horizontalni in daljši. Of course, itak, logično. Vse to je vse res, sam midva je lahko še vsem priporočala content creatorjem, sploh zato, ker so dobra za behind the scenes, pa tudi navdušencem na tehnologijo, ker so že zdaj dosti dobra, čez leta pa bojo še boljša in sam razmišljala, kam bo šel naprej še razvoj. Bomo imeli enkrat pametne leče ali pa bionična očesa, ker nam bojo kazala AR. Vse je možen. Sam do takrat bo preteklo še nekaj vode pod Savskim mostom, upava pa, da bova še naokoli, ko se bo to zgodilo. To ne bo za danes vse. Še enkrat hvala kolegici, ki nama je posodila špegle, zlata si. Če imate še kakšne vprašanja, jih napišite spodaj v komentarje, mi pa se že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!